Za dobro uro glasbenih užitkov sicer maloštevilnega občinstva sta z ubranim igranjem pred dnevi v Škocjanski župnijski cerkvi poskrbela akademsko izobražena člana odličnega beograjskega kitarskega Taurus Dua. Danes je za občinstvo Taurus Duo pripravil en zelo zanimiv repertoar. Od baročne glasbe, torej skladb Antonija Vivaldija, Domenica Scarlatija, čez klasicizem, seveda nisva se mogli izogniti Wolfgangu Amadeusu Mozartu, in na koncu nekaj eksotičnega, malo bolj zanimivega, malo bolj sodobnega, Radamés Natali, en brazilski skladatelj, dva stavka iz suite Retratos, Scottish in Kortajaka. Nastanku Taurus Dua je botrovala predvsem želja dveh kitarskih virtuozov po iskanju novih zvokov. Da, pa nas dvojica se znamo strašno dugo, nekih 20 godina. Poznava se že zelo dolgo, kakih 20 let, s tem, da so bile najine poti sprva združene, na kar sva se oba posvetila solistični karieri, čemur se sicer posvečava še danes. Ampak zamislila sva si, da bi igrala skupaj, tako da sva zasnovala duo pred kakim letom in pol. Sam naziv Taurus je vezan, če verjamemo v to ali ne, na horoskopski znak bika, saj sva oba rojena zelo blizu. Jaz 24., on pa 26. aprila. Tako da je bilo to zelo zanimivo. Na osnovu horoskopskog znaka bik, jer smo obojica rođeni vrlo blizu, 24. aprila sam ja, a Relje 26. pa kao, eto, to je baš bilo onako zanimljivo. Člana kitarskega dua se občinstvu predstavljata s kompozicijami, ki za kitaro niso ravno običajne. Obožujeta, kot pravita, zlasti Mozarta, hkrati pa želita prikazati kitaro kot sodoben inštrument brez mejnih zmožnosti. Sva preizkusila to narediti danes, sva preizkušala vsak dan. Seveda, ni lahko, včasih uspe, včasih ne uspe. Ampak to je to. Mislim, to je izziv. To je izziv za nas glasbenike. V glavnem vse skladbe, razen skladb Kortajaka in Scottish, so pisane za en drugi inštrument. Čembalo ali pa klavir. Mozartova sonata je klavirska, Scarlatti je čembalo, Vivaldi kitara in orkester, oziroma lutnja in orkester in tako naprej. Pa granice ne postoje. Meja ni. Kolikor ste inovativni, toliko je meja. Nekdo je bolj, drugi manj inovativen in s tem se premikajo tudi meje. Če je dovolj ljubezni, iskrenosti, želje, no osebno se nadejam, da nikoli ne bo prišlo do te meje. Pa mislim, jaz iskreno nadam, da nikad nećemo doći do te granice. Iskanju meja virtuoznosti in kreativnosti se kitarski Taurus Duo posveča tudi v glasbi, ki jo ustvarja sam. Avtorske skladbe so tako zaznamovane s prepletom različnih glasbenih slogov. Mislim, ima svega. Više te razlike između... Razlike med različnimi slogi glasbe, denimo klasično in jazz glasbo, rockom, bluesom se počasi brišejo, tako da to enostavno več ne obstaja. Avtorske kompozicije, ki vključujejo znane kompozicije, ki niso samo iz obdobja klasicizma, so preprosto stvar najinih afinitet, kar rada igrava in kar rada deliva z drugimi. Lahko poimenujemo avtorsko glasbo. Tukaj enostavno ni neke smeri, zelo rada pomešava različne sloge in uporabiva tudi druge vrste kitare, ne samo klasične kitare, torej jazz kitaro ali električno kitaro, da bi preprosto pričarala tisto, kar imava v glavi. Koji je to pravac i jednostavno nema pravca. Vrlo rado želimo i da pomešamo sve i da čak ubacimo i neke druge vrste gitare, sem klasične gitare, znači jazz gitaru i gitaru s metalnim žicama i električnu, da bi jednostavno dočarali ono što je nama na pameti. Tako da, eto, to je to što se tiče autorske muzike.